Z vseslovensko akcijo opozarjanja na to, da smo pozorni na spremembe na našem telesu, se že vidijo prvi rezultati. Z tem osveščanjem smo v Sloveniji dosegli to, da ljudje prvič vedo, da ta rak obstaja in da si ga v večini primerov tudi že uspešno sami odkrijejo. Ljudi učimo, da je praktično nevarna vsaka tvorba na koži, ki ima tendenco hitre rasti in vidnega spreminjanja, bodisi v barvi, obliki, robovih in ko ljudje vedo, da je to obstaja, seveda prej odidejo k svojemu zdravniku in se konzultirajo. V svetu letno za kožnim melanomom zboli več kot 232 tisoč oseb. V zadnjih letih pa v Sloveniji zboli za rakom letno blizu 14 tisoč Slovencev, skoraj 7500 moških in več kot 6 tisoč žensk. Med Slovenci trenutno živi že skoraj 100 tisoč ljudi, ki so imeli kadarkoli postavljeno diagnozo katere od rakavih bolezni. Kožni melanom ni najbolj pogost kožni rak, vendar je pa med vsemi kožnimi raki najnevarnejši. Za njim v Sloveniji letno zboli na novo več kot 500 ljudi. Približno enako zbolevajo moški in ženske. Zato številko 500 v enem letu predstavlja kožni melanom 6. najpogostejši rak med vsemi raki. Medtem ko je za rakom v zadnjih letih v Sloveniji umrlo nekaj več kot 5500 ljudi, pa so na letni ravni številke pri melanomu nekoliko drugačne. Vsako leto zaradi kožnega melanoma v Sloveniji umre 100 do 120 ljudi. Po spolu ni razlik, so pa to večinoma ljudje dejansko, ki so bili diagnosticirani kasneje, ko je bila bolezen že razsejana po telesu. Naša koža ni ustvarjena za sončenje in prekomernemu izpostavljanju UV žarkom. Solariji so intenzivna UVA svetloba, ki prodira globoko v kožo in seveda ti ultravioletni žarki puščajo tudi posledice v obliki poškodb tako dednega materiala, kjer so zapisi za morebitnega kožnega raka, kot tudi poškodbe kolagena, dermisa, zato se taka koža definitivno pospešeno stara. Moje mnenje je, da je to nima nobene koristi, pravzaprav je celo škodljivo, predvsem za otroke in mladoletne. Gre za izpostavljenost enakim sevanjem, kot gre pri izpostavljenosti soncu, to so UV žarki in ta teorija, da ne bi se koža na nek način navadila, privadila, prilagodila, pravzaprav nima nobene biološke osnove, tako da priprava na poletje v solarijih se absolutno odsvetuje. Strokovnjaki opozarjajo na redno pregledovanje pigmentnih znamenj. Melanom je v svojem začetni fazi zelo podoben navadnemu pigmentnemu znamenju oziroma strokovno rečeno melanocitnemu nevusu. Zato ljudi opozarjamo, da so pozorni tudi na te tvorbe in ker se melanom lahko razvije tudi iz že obstoječih pigmentnih znamenj, jih spodbujamo, da si redno pregledujejo tudi ta znamenja in so pozorni na eventualne spremembe le-teh. Zaščitnimi oblačili tudi proti UV žarkom, pokrivali in sončnimi očali, z izogibanjem sončnim žarkom ter rednimi pregledi lahko najinvazivnejši kožni rak najdemo zelo zgodaj in tudi zaradi tega je v Sloveniji postal tudi dobro ozdravljiv.